Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, ki bo zelo zanimiva, bi vas rada spomnila na naš bootcamp, ki se bo zgodil 11. junija za vse tiste začetnike, ki bi radi stopili samozavestno v svet investiranja, vabljeni, da se nam pridružite. Rada bi pa seveda povabila tudi mlajše, stare od 17 do 20 let, da se nam pridružijo na bootcampu za mlade. Inspiracija za ta bootcamp pravzaprav prihaja od mojega sina. Tudi sam je začel letos aktivno investirati in rada bi delila to idejo investiranja tudi med mladimi, kako sestaviti portfelj, koliko tvegati, kaj dodajati, kako dodajati svojo zgodbo. Investicijsko bo predstavil tudi moj sin. Povabili smo pa tudi enega multimilijonarja, da se nam malo pridruži, ker vem, da mladi sanjajo o tem, da bi na hitro obogateli, ampak se veste, hitri zaslužki so ponavadi hitri načini, kako izgubiti denar. Tako da vabljeni na oba bootcampa. Danes je pred nami zelo zanimiva debata in sicer trenutno na trgih prevladuje negotovost, imamo cel kup geopolitičnih pretresov, trgovinske vojne, valutne vojne, drame na obvezniškem trgu, zato ne preseneča, da številni vlagatelji, še zlasti premožnejši, iščejo alternative, pogosto izven klasične borze. Katere so pravzaprav alternative? Marsikdo bo rekel, da so to plemenite kovine, nepremičnine, kriptovalute in tako dalje. Da, res je, to so alternative, vendar tokrat se bomo ukvarjali z alternativnimi skladi, ki lahko investirajo v nepremičnine, v infrastrukturo, v zasebni dolg in tako dalje. Kaj sploh so alternativni skladi in zakaj premožnejši vlagatelji namenjajo tudi do polovice svojih sredstev v te naložbe. Pred mikrofonom MoneyHow je Matjaž Filipič, solastnik in partner v svetovalnem podjetju Kafe Finance, hkrati pa je tudi solastnik in partner v največjem upravljalcu alternativnih skladov pri nas, Alfi. Zdravo, Matjaž. Alfi upravlja več kot 600 milijonov evrov sredstev, prisotni ste na več trgih, imate širok razpon skladov od zasebnega kapitala, zasebnega dolga in specializirane sklade. Torej, ti imaš pravzaprav vpogled v to, kako danes pametni kapital investira in kaj se dogaja v ozadju, torej onkraj donosov v Excelu. In preden greva midva v detajlu oziroma seciranje alternativnih skladov, bi vseeno rada omenila eno statistiko, ki sem jo našla, in sicer mislim, da je banka UBS, švicarska banka, nedavno objavila zanimivo statistiko, in sicer, da v ZDA družine z visoko neto vrednostjo oziroma te family office v povprečju več kot polovico portfelja namenjajo alternativnim naložbam. Pri nas pa ima marsikdo občutek, da premožni še vedno najraje parkirajo denar zgolj in samo v neke nepremičnine. Pa me zanima, kakšno stanje pri nas, kdo so investitorji v teh alternativnih skladih, so tudi bogataši? Mogoče sploh, se pravi, tako kot si ti rekla, alternative. Jaz razumem alternative vse, kar ni borza, ne? In tudi dejansko potem kamorkoli kdo nalaga, so to alternative. Vlagatelji, to je posebno Slovenije, so premožni posamezniki, so tisti, ki so na začetku podprli alternativne sklade v Sloveniji. Za razliko od tujine, ki so to predvsem institucionalni vlagatelji, ne, se pravi kakšne pokojninski skladi, zavarovalnice. V Sloveniji je pa neka taka specifika, evolucija trga je bila, da je po finančni krizi se začelo neko pozitivno obdobje, bile so žarnine na bankah in premožni posamezniki so seveda gledali, kaj so alternativne ponudbe, kamor lahko plasirajo denar. Nepremičnine so seveda tista prva izbira, potem se pa začneš ozirati po ostalem. In tako kot si sama rekla, v tujini alternative predstavljajo tretjino ali pa četrtino tazga portfelja, kar na koncu dneva je bistvena sprešitev. Pa tle bi še to dodal mogoče, da borza na eni strani, ki je pač tista vroča tema nastop, prednost borze je likvidnost, ne, kontra alternativam.
zato ker ti kupiš neko delnico danes, prodaš jo lahko jutri. Vlaganje v alternative pa pomeni vlaganje, bi rekel, vsaj na srednji rok. Konkretno v letih denar je vezan od 2 leti do 4 leta v povprečju, in nekomu mogoče to omejitev. Na drugi strani je pa potem pri alternativah v večinoma volatilnost manjša. Zato ker niti da se danes zbudiš, pogledaš, kaj se dogaja, kaj je Trump rekel, ampak imajo neke naložbe, ki so off the market, sledijo neki notranji vrednosti, nekim notranjim denarnim tokovom, nekim pogodbam, in so z tega vidika se jih lažje ovrednotiti, so špekulativne, so pa, kot sem rekel, je pa denar vezan za malo daljše obdobje. Mogoče zdaj, ko govorimo o vseh teh zadevah, še izpostavlja neko poprečno donosnost v nekih teh alternativnih skladih od do. Zdaj tako, regulatorji tretirajo alternativne sklade seveda za dobro poučene vlagatelje, zato so potem tudi zneski omejeni. V Sloveniji, se pravi, imaš neke menike, eno je 50 000 evrov kot minimalna vložek, in od tukaj naprej si potem tudi vsak upravljalec sam določi, kakšni so te zneski. Ampak zakaj zdaj najprej to pravim? Zato, ker donosi so od do. Lahko so donosi tudi nič, tako kot pri delnicah lahko narediš izgubo. Ampak, če bi rekel, ob nekem povprečnem scenariju, ob nekem konzervativnem pristopu, tudi neki primerni razpršitvi po naložbenih razredih, se donosi tukaj gibljajo, jaz bi rekel, med 8 in 15%. A lahko potem zaključila to zgodbo z bogataši, a lahko mogoče poveš, kolikšen je povprečen vložek teh premožnih ali pa posameznikov, ki investirajo v vaš sklad, od do, približno čez palec? Jaz ne vem, zakaj, ko rečeš bogataši, imam kar ne vem, zakaj negativen prizvok, ampak ni. Premožni, mi jih kličemo, v tujini se uporablja izraz wealth individuals, se pravi premožni posamezniki. Zdaj, kot sem rekel, najmanjši znesek v naše skladi sprejemajo okrog 150 000 evrov, in večina vlagateljev pri nas je okrog 300, in večina zneskov je pa mogoče med 200 pa 600 000 evri od premožnih posameznikov. Seveda potem pa eno je pač volumen, se tega nabere, drugo je pa kot vlagatelj, institucionalne vlagatelje, tako kot imamo mi tudi mogoče Evropsko razvojno banko, pa Evropski investicijski sklad, pa slovenske, hrvaške pokojninske sklade. Tukaj grejo pa potem vložki od 2 milijonov do 15 milijonov na vlagatelja. A te lahko nekaj vprašam, ker to me zdaj zbodalo. Zakaj je pri nas v Sloveniji biti premožen nekaj, kar ni sprejemljivo? Biti bogat. Zakaj se ne smemo pogovarjati o tem, pač nekdo je trdo delal, zaslužil denar, zdaj investira v skladih, takšnih, drugačnih, ali pa kupuje nepremičnine. Zelo je ta negativna konotacija, ko govorimo o nekem premoženju. Zelo se strinjam s tabo. Hkrati, če imaš počiščen sam pri sebi, pa mogoče malo drugače, ne gledaš to v krožnik sosedu. Ne vem, ali je Slovenija majhna, pa se vsi poznamo, ali je mogoče še zmer, odmev neke tranzicije, pa neki easy come, easy go, ker zgodbe so bile take in drugačne. Se pa v zadnjem času se to zagotovo spreminja. Zato, ker v zadnjih 5 letih je toliko nasledstvenih zgodb se zgodil, pa so tuji strategiji, pa so bili neki notranji odkupi, pa so skladi se pojavili na trgu, in ljudje, ki so pač dolga leta delali, se marsičemu odrekali, kapitalizirali svoje dolgoletno delo, in to je samo spoštovanje vredno. Sej kdo bo pa ustvarjal potem
kdo bo pa naprej vlagal, kdo bo pa podpiral karkoli se v okolju ustvarja, če ne lokalno. Tako da jaz mislim, da je to še zmer stvar tradicije. Jaz dostakrat omenjam Španijo v velikih primerih, kadar se v Sloveniji pogovarjamo, zato ker Španija ima podoben BDP na prebivalca kot Slovenija, ne. So pa v tem, bi rekel, tržnem gospodarstvu oni že desetletja dlje kot Slovenija, ne. In ta obrestni račun naredi potem svoje na premoženju in vem, če ne drugega vidimo, ne vem, kakšna podjetja imajo, kakšne nogometne klube imajo, hočem reči, da potem vse to je stvar evolucije. Šlo kot pri vlagateljih. Vse, ko smo mi začenjali skladi pred 10 leti, najprej smo mogli izobraževati sploh, kaj to je, druga stvar pa vsi, kar nekaj premožnih posameznikov spet, ki so bili v tistih zgodbah, ne vem, poteze ali pa kakšnih drugih projektov, pač finančna kriza je presekala določene stvari, čeprav so bile lahko čist na mestu, tiste ljudi je kača pičla. In taki niso bili potem več vlagatelji. Zato je pač treba posebno obdobje in pri tem, kako dojemamo premoženje in pri temu razgledanosti. Zdaj si omenil svoje začetke, pa bi vseeno mogoče malo drugače zastavila vprašanje. Predstavljaj si, da si bojo lažje naši poslušalci pa gledalci predstavljali, ne? Zdaj midva govoriva tle o bogataših, premožnih posameznikih. Omenila sem na začetku, da imate 600 milijonov evrov v upravljanju in zdaj marsikdo si tukaj reče, zakaj pa jaz ne bi imel svoj sklad? Pa dejva pojasniti, kako se lotaš tega projekta, kako si se ti osebno lotil tega projekta, kaj je bil pravzaprav tvoj motiv, ker jaz se ne predstavljam, da bi nek osnovnošolc, ali pa še mogoče srednješolc fantaziral o tem, da bi nekoč upravljal nek alternativni sklad, se pravi, od nekje je moglo tudi znanje konec koncev priti. Kako je to pri tebi izgledalo? Zagotovo upravljati sklad je velika odgovornost, zagotovo imeti v upravljanju sklade ali pa tudi denar ni čisto tako, kot mogoče kakšna serija na Netflixu, ampak je zelo obrtniško delo konec koncev, z velikega znanja pa izkušnjami. Ja, mi smo po izobrazbi smo finančniki, ekonomisti oziroma tudi kakšna druga stroka se najde. Začeli smo v finančnem svetovanju, smo tudi veliko ocenjevali vrednost podjetij, naložb, nepremičnin, vse vedno prek denarnih tokov. Potem je pa po finančni krizi smo mi veliko delali za tujce, za tuje sklade, zato ker, veš, alternativni upravljalci so na Zahodu prisotni že 50 let plus. In oni so takrat prepoznali določene priložnosti, prihajali k nam. Mi smo pač se učili od njih, ker smo za njih delali. Potem, ko si s temi kjerimikoli tujimi finančnimi strokovnjaki najprej misliš, da so bogovi, ne? Potem po enem tednu, enem mesecu vidiš, da tudi mi znamo veliko, ampak da imajo oni pač to zgodovino pa več nul in več samozavesti. To je na eni strani. Na drugi strani, Slovenija je majhna, Hrvaška je tudi majhna za njihove razmere, ne? Za te tuje playerje, zato ker ti, ko priješ v neko novo okolje, imaš določene fiksne stroške. In oni ne gledajo transakcij, vsaj po mojih izkušnjah, manjših od 10 milijonov, ker se jim preprosto ne splača. Drugo je percepcija lokalnega tveganja, se pravi, to je bilo na eni strani, na drugi strani je pa tako, slovensko okolje, smo mi rekli tam do 1 milijona, do 2 milijona se kakorkoli ulica organizira, določeno premoženje se nabere skup sredstva in se naredi, med 2 milijona pa 10 milijoni je pa bila kar neka praznina, ne? In tukaj potem ko smo pač v okviru našega delovanja, smo videli, koliko enih stvari ostane nedotaknjenih, nerešenih, kot alternativni, kot lokalni finančniki smo videli, da se pa mi tega lotili. Seveda je ključno spet vsak upravljalec, ko gre nekoga nagovoriti,
da bi imel sklad, jaz rečem, so 3 stvari. Eno je projekti, drugo je ekipa in tretjo je denar. Ne? In mi smo zdaj tukaj od teh 3 stebrov, smo rekli, da projekte mi imamo, vidimo, kaj bi se dalo narediti, kaj je nedotaknjeno na trgu. Imamo ekipo, ki je že dolga leta prisotna, razume biznis, rabimo pa denar. In tako se je pri nas pol to začelo. Sigurno smo dali kar konkreten svoj vložek, smo šli pa na vrata potrkati še določenim našim partnerjem, ki so že dolga leta bili z nami, predvsem, ker so nam zaupali. In so rekli, če date vi, se zmišljujem čisto na začetku, 500 000 evrov, bom dal pa še jaz 500 000 evrov. Se je začelo vse skupaj in so iskreno povedali, mi čisto ne razumemo, kaj boste delali, ampak vam zaupamo in ker ste sami, investirate, verjamemo, da bo še tukaj tudi nekaj rata. In tako se je začela zgodba razvijati. Ja, zanimivo, ne? Ker marsikdo si predstavlja, da denar kar pride, pač neke ideje so, mogoče boš pa hitro zbral lahko nekaj denarja in potem pač naredil nek sklad, ne? Ampak ni tako simpel, ne, ta denar. Ta fundraising, ne? Vsi ti fundraising, se pravim, vsi ti rečejo, kje pa je tvoj track record, ne? Kje pa imaš ti kaj za pokazati, kaj si že naredil. Danes nam je že veliko lažje. Ampak sicer je pa lahko vedno odgovor, da vsak enkrat nekje mora začeti. Ne. Ključna stvar je, koliko si se pripravljen izpostaviti. Ne. In zdaj bi jaz, se probam izogibati, da ne bi reč angleških besed izgovarjal, fraz imel, ampak ja, koliko sebe, koliko bo bolelo, če bo šlo kaj narobe. Potem skladi spet, ni drugega kot zaupanje. Ne, tudi mi, ki se zdaj danes pogovarjamo, se pravi, z Evropsko investicijsko banko, z EBRD-jem, z kakšnimi drugimi tujimi pomembnimi vlagatelji, rečejo, Excel je enak v Sloveniji, pa na Portugalskem, pa na Danskem, pa v Romuniji, na koncu pa ljudje. Ne. In oni sami so se malo pohecali, mi smo na koncu dneva HR, ne, kadrovska agencija, ki gleda, ko bo zaupala določena sredstva upravljanja, kakšno znanje ima ta ekipa, tudi spremljajo, razumeš, kakšno sled si ti puščal nekje v nekem daljšem obdobju in nas je vreden zaupanje. V poslu pa vsak lahko gre enkrat, gre malo še enkrat, gre malo slabš. Ampak važno je, kakšno. Neko statistiko sem videla, da je za 35% v bistvu ta zbiranje sredstev globalno upadlo v trenutnih razmerah, ne, da kakšno je trenutno stanje? Drži, tako en tak začimba vsega uspeha je vedno tudi timing. Hočeš, nočeš, ne, sreča. In moraš iti na spot, ampak če ni timing, pol mogoče imaš ti dobrega konja ob nepravem času. Ja, takrat, ko smo začeli, se pravi, so tudi tole žarnine, ne, in to sigurno pomaga, da nekdo je bolj odprt do kakšnih novih naložb, kam plasira denar. Potem, kam mi sodimo za alfi skladi, smo še zmer lokalni skladi. Ja, veš, mi ne delujemo tako. Imamo mi vlagatelja, singapurski državni sklad, ali ga imamo, ki gleda, ker za njih je svet igrišče in se premikajo od Argentine, Amerike, Kitajske, ne vem, Evrope. Mi baziramo na lokalnih vlagateljih, ki bojo pač vedno določen del sredstev tle imeli, in mi tega toliko ne čutimo, hkrati je, nekaj smo že dokazali. A te lahko drugače vprašam? In to je to. Se pa strinjam, da je likvidnosti manj. Recimo, če Trump vas ne prizadene, s katero nogo Trump ostane. To me zanima. Mogoče nas bo na prvo žogo ne. Je pa mogoče važen, kako gre pol Trump spat, ne, kaj čez dan naredil. Zato, ker Slovenija je tako malo kaskadna in potem Trump bo vplival verjetno na neko celotno geopolitiko, pa potem Slovenija je odvisna od nekih anglosaksonskega kapitala, ki preko Londona prihaja,
en del je tudi iz DAH regije, se pravi nemško območje, in to se potem k nam prelije. In ja, smo tudi zdaj eno transakcijo, ki je bila skoraj že narejena, pa se ni zgodila zaradi geopolitike, tako da sigurno se nas to dotakne. Ne. Kaj pa je bil razlog, da se ni zgodila? Sigurno se nas to dotakne. Sorry, kaj je bil razlog, da se ni zgodila? Razlog, da to podjetje je zelo internacionalno in en del prihodkov naredijo tudi z Kitajsko in z Indijo. In so oni to vrednotili skoraj kot nič. So mi rekli, mi pa mislimo, da to ni nič, da tukaj vse nekaj ustvarjamo, ne. In vse smo se prijateljsko pogovarjali, ampak smo rekli, zdaj imamo različne poglede, dajmo se čez en let slišati, ne. Tako, na tak način. Kaj pa recimo, zdaj omenil si regionalno prisotnost, ker v regiji imamo tudi kar nekaj političnih napetosti, sploh recimo Srbija, zadnje čase študenti protestirajo, Vučić nazaj udaril študente s takšnimi in drugačnimi ukrepi. Kako pa recimo to vpliva na sklade? Bi rekel, zelo nišno, vsaka stvar ima neko svojo klientelo, ki to vidi ali pa to sliši, pa ki se jo dotika. Se pravi, Alfi skladi kot družina skladov, recimo naš nepremičninski sklad ne dela nič v Srbiji in ga to ne tika. Imamo pa sklad obnovljivih virov, se pravi, ki vlaga v vetrna pa solarna polja, tam pa smo, predvsem Hrvaška pa Srbija, zdaj planiramo še nekaj v Romuniji. Zakaj najprej? Zakaj tam dol? Zato, ker ko postavljaš ti veliko vetrno polje, je Srbija tako velika, da so tam območja, kamor niti ovce še nikoli niso šle, ne, in nikogar ne motiš in lahko pač nek tak projekt narediš. Ampak ko generalno z vidika vlagateljev vidimo v Srbiji poslovne priložnosti, seveda so. Srbija je na dveh nivojih. Če se ti ukvarjaš z nekim biznisom, ki se tiče, ne vem, podjetij, prebivalstva, populizma, tam jaz mislim, da nimaš kaj iskati. Če nisi tako velik, da si nad trgom. Energetika ima svojo vlogo, zato ker če o Vučiću govoriva, Vučić ni neumen in neki taki, tukaj so mednarodni financeri, mednarodni igravci. Elektrika je infrastruktura države in s to zadevo, če ne pride do vojne, se ponavadi ne igra. Ne. Ampak zdaj, ko govoriva o Srbiji, a veš, Slovenija ali pa mi iz Balkana si mislimo, pa sej bo v redu, pa sej nekako razumemo, pa sej to je lokalna folklora. Ko smo pa mi delali, ko smo zbirali sredstva pri nekih švicarskih privat bankirjih, pa smo bili v Münchnu, pa v Zürichu, pa v Milanu, so pa oni že iz Münchna na Srbijo gledali tako. Tam je pa neka vojna, ne. Tam so pa neki problemi, pa se je v resnici dogajalo, mislim, da glih na Kosovu so bili tisti neki mini lokalni konflikti, ampak za njih je pol to vse tako pavšalno. Tako ko mi, ne vem, karkoli so te države zdaj na vzhodu, zelo pavšalno tudi z področja Slovenije, a veš, neko oceno daš. Ampak se pravi, zahodni vlagatelji je Srbija tako ne. Eno vprašanje bi imela, prej si omenjal, pa bi te malo izvala. Omenil si, da imajo pač vaše investicije oziroma da pač da iščete nek notranjo vrednost, pa da ocenjujete vrednost na podlagi denarnih tokov. Pa bi te vprašala, kaj si pa misliš o kriptovalutah? Ja, sem pričakoval, da boš tudi sem zavila. Kaj delajo kriptovalute? A imajo kriptovalute kakršen koli cash flow, ki ga lahko oceniš? Ne moraš. Zaenkrat niso drugega kot strošek, kako kurijo elektriko. Naj bi bile menjalno sredstvo? Ja, ne. Mi s tem nimamo upravka. Naše mišljenje je tudi, ti imaš neko premoženje, ki ga imaš in ga boš investiral za nekaj in ga tvegal za nekaj, kar mogoče ne potrebuješ. Ne vem, tukaj smo mi čist drug planet, ne? Konzervativni, čist drug planet. Mogoče tako, tle bi se spet vezal na to, kako smo mi štartali Alfi sklade in ko smo dobili od prvih vlagateljev denar,
premožnih posameznikov. Oni so rekli, lej, ni problem, če ne mi govoriti o 15% donosa, ne mi govoriti, mislim, če bo 10% super, če bo 5% tudi ok, prosim, ne mi pa zgubiti denarja. In to je ta mentaliteta, ki je potem vedno pri nas prevladala, tista grozna odgovornost, da se pač s tujim denarjem ne moreš špekulativno igrati. In zato mi v naših, če imamo mi družino skladov, ki se ukvarja od terjatev, posojanja, equity-ja, nepremičnin, obnovljivih virov, pa še kaj pride zraven, nimamo pa startupov. Čeprav imaš v Sloveniji tudi kar nekaj in dobrih ekip, ki se s tem ukvarjajo, mi nikoli nismo imeli jajc, da bi se tega lotili, ker ne držiš bika za roge, ker ne veš, ker preprosto pri naših začetnih vladih, pa še zmeraj te, ki so naša core baza, oni iščejo bolj, bi rekel, kar neko privatno bančništvo. Dajte mi ohranjati vrednost denarja, dajte mi jo nekako plemenititi, ampak jaz ne računam pa, da bom jaz pri vas obogatel, ker jaz imam pač core business. To je zame neko razpršitev premoženja. In na ta način potem gledamo mi celoten naš portfelj, celotno naše razmišljanje samosmerno. Se pravi, ti si zdaj v bistvu naštel neke naložbene razrede znotraj alternativnih skladov, kot so nepremičninski, infrastrukturni, dolg in podobno. A pa se lahko mogoče ustava pri nepremičninah, ker pač to Slovence tudi najbolj zanima. Pa da vam mogoče pojasnim te osnovne razlike. Zakaj ne investirati direktno v nepremičnino, kupiti nek kompleks, pisarn, zakaj investirati preko sklada? Zdaj si bogat, kad denar dela zate, ko ne delaš ti mogoče za najemnika, ki te kliče, da mu pridi žarnico zamenjati. To je mogoče ena taka stvar. Druga stvar, podcenjujemo mi te najemnike, ker govorimo, se mi se ukvarjamo samo z poslovnimi nepremičninami, pri stanovanjih je nekaj izkušnja, da ne glede leto do max 2 traja 90% najemov. To je velikega ukvarjanja s tem. Na drugi strani je poslovne nepremičnine, s katerimi se mi ukvarjamo, je logika točno to. Ne rabiš, lahko razpršiš, se pravi, če imaš, zmišljujem, pač nek znesek denarja, lahko kupiš sam neko nepremičnino, če ga daš v sklad, je to pač razpršitev na 10-20 nepremičnin, proporcionalno, to je prva stvar. Druga stvar je, poslovne nepremičnine so nekaj drugega kot stanovanja, zato ker to se ne trguje, to so višji zneski transakcij, to se ne trguje na odprtem trgu, zato ker pač to se dela, bi rekel, znotraj nekega poslovnega okolja. Tukaj so donosi večji, konkretno tukaj so donosi, se pravi, padajo z leti, ampak se gibljajo med enih 6, 7 in 10%, odvisno za kakšen tip nepremičnin gre. In hkrati se s tem ukvarjajo profesionalci, ker rečeva mi, da kupiš nepremičnino. Naš nepremičninski sklad v resnici kupi najemno pogodbo. Mi smo recimo lastniki nekaj McDonald'sov, nekaj Millerjev, nekaj Šparov, nekaj poslovnih objektov. In mi imamo s temi multinacionalkami 10, 15, celo 20-letne pogodbe za eno IT multinacionalko, za celo poslovno stavbo. In dejansko imaš ti, veš, kakšen denarni tok bo iz teh pogodb prihajal. In tukaj sem jaz pa rekel, da ti veš, kakšna je vrednost tega produkta in kaj ti nekemu vlagatelju lahko, ne moreš mu obljubiti, ampak lahko mu pa reči, kaj je zelo verjetno, da se lahko pričakuje. Tako da, je razpršitev, profesionalci, in če se tako, ko se daj spet hecamo, da kupujemo pralni stroj, naredimo mega analizo, veliko takih naložb, sploh za nepremičnine so pa zelo neki ali euforiji ali z nekimi čustvi. Zdaj, pri teh poslovnih nepremičninah, rekel si, da je potrebno imeti nek večji znesek, zato da sploh greš v neko to zgodbo. Ampak ja, zanima me,
Ko gledava recimo zdaj ta razmerje, stanovanjska nepremičnina ali pa ta neka poslovna nepremičnina, to smo se zadnjič ravno pogovarjali. Za stanovanjske nepremičnine pravijo, da je na kvadratni meter višja cena kot pa za poslovne nepremičnine. A ima to kakšne veze ali kako gledate na trg nepremičnin, ki je trenutno pri nas tak, kakršen je? Nepremičnine najbrž nikoli ne bojo cenejše, ne? To je ena taka. Kako misliš, ne bojo nikoli cenejše? Saj smo že imeli situacijo, ko so upadle cene stanovanj recimo za 30%. Ja, ok, mogoče sem se narobe izrazil. Hočem reči, da sama gradnja, ne, te stvari se bojo, pač ljudi primankuje, gradbeno-obrtniška dela so neverjetno draga. Tudi mi, ko dobivamo zdaj kakšne ponudbe za kakšno zaključevanje, kakšne spremembe, to je neverjetno drago, pač to so dejstva. No. Ne, hotel sem reči, da dobra nepremičnina ohranja svojo vrednost, tudi v finančni krizi, kakorkoli že. Problem, dobre stvari so bile mogoče manj likvidne, niso pa toliko zgubljale vrednosti, bi rekel, če te ni definiral dolg. A veš, v finančni krizi je bila osnovna napaka, da so ljudje, ki so se predvsem ukvarjali z razvojem, z gradnjo, so že zemljišča kupovali z kreditom. In to so se tudi banke naučile, da tega ne delajo več, ne financirajo. Se pravi, zato, ker pri zemljišču gre lahko še 100 enih stvari narobe, kredit je pa kot taksimeter, ne? In si odvisen tega. In tudi te, ki so se potem prodajali razni projekti, so bili zato, ker je, eno se je neka sentiment, ki se navleče negativen, drugo je pa predvsem so te dolgovi definirali, da so se dolgovi mogli poplačevati. Ampak tvoje vprašanje, stanovanjske nepremičnine pa poslovne nepremičnine niso grajene, saj do zdaj nekako niso bile grajene špekulativno, ali pa neka skladišča niso bile grajene špekulativno, ne. In z tega vidika je ta razkorak med ponudbo pa povpraševanjem bližje in z poslovnimi prostori, kakorkoli se spet ukvarja, malo bolj profesionalna struktura playerjev in temu primerno so tudi neki gabariti, ki se tukaj noter dogovarjajo ali za transakcije ali za najemnine, ima spet neko logiko v poslu. Pri stanovanjih je pa več čustev. Sej za stanovanjsko nepremičnino pa si rečeš, sej zakaj pa imam denar, ne? Če si jaz marzdo to kot trofejo kup in to nima veze s trgom. Pri poslovnih nepremičninah je pa tako, money talks, ne, money how. A pa recimo vas kot profesionalne investitorje bolj zanimajo, si predstavljam, poslovne nepremičnine kot pa neke stanovanjski kompleksi? Samo zato, poslovne se nepremičnine. Mi se tudi naši skladi, ne, preprosti se ukvarjajo samo, mi se nikoli ne ukvarjamo s prebivalstvom, na kjerkoli sklad se ukvarja samo, mi temu rečemo B2B, se pravi z poslovno javnostjo. To je en segment in isto je potem tudi, kar kupujemo, konkretno zdaj na nepremičninah, so samo poslovne nepremičnine. Zato, ker so tle odzad, imaš ti, ta trg je bolj reguliran, imaš ti neko zakonodajo, imaš ti neka pravila igre in z tega vidika se mi gibljamo samo v, bi rekel, korporativnem B2B svetu. Zato, ker Blaž Hribar, ne, iz pokojninske družbe A, on nam je razlagal, da tudi so investirali v nek stanovanjsko-trgovski kompleks in je razlagal tudi o teh donosih, da so bili kar relativno stimulativni. Dokler so bili Rusi najemniki, ko so se pa izselili, je bila pa malo drugačna situacija. Točno to sem hotel reči, z Blažem sva kolega, ampak ja, oni so imeli na Dunajski en kompleks, vse je bilo super, dokler niso se vsi ruski zaposleni na ambasadi mogli čez noč izseliti in kaj zdaj. Ne? In potem pa se si pa predstavljava Blaža, ki je zelo dober strokovnjak, ampak kaj se bo zdaj on ukvarjal še z najemniki, ki so, ne, tako, hočem reči, da stanovanja imajo svojo specifiko. Ne. Ja. Prej so menjal... Ampak, ker se s tem ne ukvarjamo, mi to ne bi komentiral preveč. Prej so menjal dolg, pa verjetno se marsikdo sprašuje, kako lahko sklad investira v dolg. A lahko to malo pojasniš? Zasebni dolg. Kaj to sploh je? Zasebni dolg. Ne, dva sklopa, mogoče, ko si rekla, kako sklad investira v dolg. Pa ti v te dva sklopa razdela, ja.
Ja. Eno, meni potem tukaj pride najprej na misel terjatve. Ne? Terjatve so dolg, finančni dolg, ker se je pri terjatvah, Slovenija je majhna in vsi delamo vse. V tujini ali pa v nekih teh, predvsem je kritična masa, ne? V nekem Londonu za primer, si pa lahko ti ultra specializiran samo na eno dotično stvar. Že pri terjatvah imaš ti do prebivalstva, do podjetij, imaš zavarovane, imaš nezavarovane. Imaš bančne terjatve, imaš terjatve do utilities, se pravi do telekomov, do elektro. Ne. Pravi, ampak znotraj, s tem, s čimer smo se mi ukvarjali, pa je zdaj tega veliko manj, so bile bančne terjatve. Ne. Tukaj je to tvoje vprašanje, kako lahko nek sklad investira v dolg. Bančne terjatve so bile v smislu, en zelo tak banalen primer, smo imeli enkrat ena ekipa se je odločila, pedagogov se je odločila, da bojo imeli vrtec. Super lep vrtec, ampak ker in otroka bi jim takoj dal čuvati, €1 jim pa ne bi dal upravljati, zato ker oni so si vrtec zamislili seveda, da mora imeti marmor, da mora imeti ne vem koliko krožk, vsega, ampak koncesijo so imeli pa za 100 otrok. Banka jim je pa posodila, govorja v drugih časih, denar za ves ta marmor, če temu tako rečemo. Ne. In je bilo logično, da oni tega ne bojo mogli vrniti. Ne. Potem se je tudi banka ugotovila, posodili smo jim 100 enot, 60 enot jih pa lahko vrnejo, zato ker imajo koncesijo za toliko otrok. Ne. Ampak banka je prišla z njimi v konflikt. Ne. Potem se pravi, tukaj odzad so potem, kako je bila nek banka zavarovana ali pa nezavarovana, sklad pa lahko kakšno tako stvar preseka in pride do banke in reče, vi se lahko pravdate toliko časa, lahko ugotavljate, ste zavarovani, niste zavarovani, mi pa lahko zdaj vaš ta kredit, kjer vi veste, da boste 60 enot mogoče dobili od 100, ampak tudi to ne veste, kdaj pa kako, pa dajte se vi raje ukvarjati proaktivno s konstruktivnim poslom, ne pa ljudi kurt na destruktivnih zadevah, a prodate vi nam ta kredit zdaj, ne vem, za 40. Ne. In pač mi z našim ustrojem, z našim pogonom, pa mogoče lahko tukaj naredimo dodatni posel. In mi pač da smo kupili ta kredit za 40, potem smo pa iskali mogoče ali s temi pedagogi, ne, da se pogodimo na 50, ali pa da se mogoče kaj drugega naredi iz tega projekta in probamo tlepali tudi mi svoj zaslužek iskati. Ampak to tebi bilo vprašati, razumeš, da se sploh dogaja, da so se dogajali te krediti, pa te terjatve, pa potem odkupi terjatev, kaj se je pred 15-20 leti sklepali in vsi te banke, ki so bile zdaj, pa mi skladi, ki smo zdaj prišli, smo bi rekel, kot čistili neke stare pretekle zgodbe. Na drugi strani, ki si pa še omenila, kako lahko nek sklad posluje kot kreditni sklad ali pa se ukvarja z dolgom, to je pa čisto drugo, to so pa, se pravi, kreditni skladi, to so pa skladi, ki posojajo denar. Ne? Vsi poznamo naprimer Apollo. Apollo je kupil NKBM banko kot neko naložbo, se pravi kot equity, ampak te tuji ogromni skladi so v tujini veliko bolj prepoznavni kot private debt, se pravi kot nek lending skladi. Imajo ogromno denarja tukaj vezanega. Zdaj pa tle pride do situacij, banke so pri nas korektne, posojajo, ampak ne rabimo si oči zatiskati, da pri nas je neke vrste oligopol. Imamo mi par bank, ki obvladujejo trg. In banka da nekdo rabi neko podjetje, spet pogovarjala se mi, jaz sem v poslovnem svetu, da nekdo rabi 1 milijon, 2, 3. Prvič, naše banke imajo kataloško prodajo. On bo prišel in rekel, jaz rabim 2 milijona, banka mu bo dala katalog. To mi rabimo, oni se ne bojo pretegnili. Za 20, za 30 milijonov bo banka iskala, bi rekel, neke specialne rešitve, pa kako se temu prilagajati. Za 1,2 milijona se oni ne bojo pač pretegnili, zato ker se jim pač ni treba. Oziroma je tudi premajhno vse skupaj za njih. Sprav, to je eno, sklad je pa tle podjetniško razmišljanje in išče, kako bi lahko ugodil, ne, temu primeru. Še vedno 1+1 je 2, tudi pri nas, ampak iščeš, lahko se pa poslovno prilagodiš, pa lahko se sezonsko prilagodiš, pa lahko cash flowe prilagodiš. To je eno. Druga stvar, čas je denar. Če greš ti na banko, pa 2 milijona vzameš, ja mislim, da se bo par mesecev zelo hitro obrnil. Privat skladi smo sposobni 2 milijona, ali pa 3 milijone, ali pa do 5 milijonov, recimo, če delamo neke take naložbe, smo jih sposobni v roku 2-3 tednov zagotovo splasirati, obrniti, sprejeti odločitve. In privat trg je to pripravljen nagraditi z višjo obrestno mero. Ne.
Obstajajo potem pa še druge anomalije. Če gre nekdo na banko pa reče, da bi na Krku nekaj zastavil, za banko je to cross-border, se neha pogovarjati. Da bi nekdo kupil iz stečaja neko zadevo, za banko je to že insolvenca, stečaj, kako se neha pogovarjati. Ne. Pride nek razvijalec nekega projekta, ga banka vpraša za vse papirje, če ima vse zloženo, pa ga ne zanima toliko drugo, se pravi, so druge stvari po tem vprašanju. Če prije pa do nas, pa reče, imam pa iz prejšnjega projekta še 10 stanovanj za zastaviti, ok, pa dajmo se pa zmeniti. Tako, malo bolj proaktivno poslovno razmišljaš in tukaj vse banke so najcenejša in najboljša izbira, ampak obstaja pa toliko enih področji, ki jih oni, kad drobtince njim z mize padajo in Slovenija pa Hrvaška, kjer smo najbolj prisotni s tem, sta pa točno to mala podjetja, ki rabijo te male stvari. In jih na ta način se potem pa skladi njim približajo, so pa obrestne mere tukaj tako, odvisno, od 8 do 10%. To niso dolgoročna posojila, zato ker ta posojila vedno rešujejo neko situacijo in so to verjetno, mi temu rečemo, neka premostitvena financiranja za dobo leta ali dveh, potem se pa zadeva uredi, potem je pa ali naš exit banka ali pa se pač nek drug kapital najde in se ta stvar pač drugače razreša. To je pa trg, ki zelo raste, ki je v tujini izredno popularen, pa kar bi še dodal, se pravi, na ta trg posegajo tudi razni premožni posamezniki, ki so dobili določena sredstva in zdaj sami posojajo, saj daš oglas, narediš par intervjujev in boš imel vrsto, ko poveš, da to delaš, ampak spet hudič se skriva v tistih malih vejcah, da če nisi naša ekipa, ki se s tem ukvarja, so že 10 let od DUTB-jev do slabih bank, do prestrukturiranj v bankah, imajo te izkušnje in vejo, kaj gre narobe, če gre narobe, pa kje so lumpi, kadar so lumpi, na katerih vejcah te lovijo. In tle je pa tisti poseben know-how, ki ga imamo mogoče pa mi kontra nekim posameznikom, ki na trgu valjda posojajo, se bo pa pač pokazalo, da je spet neko znanje pol na dolgi rok od tehta. Pa sklad spet ne stavi sem na eno posojilo, ima pač v portfelju 100 posojil in tudi če gre eno narobe, pač se ga nekako ni konc zgodbe. Ravno to sem hotela reči, da je Ivo Boskrol na našem podcastu Moneyhow, ko sva šla delati analizo njegovih aktivnosti, ravno omenil, da tudi zdaj je on tisti, ki posoja denar. Nikoli se ni izposojal, ampak zdaj pa on tisti, ki posoja denar. A pa recimo, ko se Dobro se razumeva z Ivotom, ampak mava na te stvari pač različen pogled. Seveda, vsak pa svoje izkušnje nabira, če ne drugega, če ni donosno. Kako mu pa posojaš, kako preveriš boniteto tega? Verjetno ne posojaš kar vsakmu, ki pride z neko težavo. Sej tle, zdaj to nisem jaz v prvi osebi, je kar velika ekipa, ki se fokusirano s tem ukvarja, ja, se razumeva. Jaz bi tako rekel, 20, povsod se naredi pregled zavarovanj, povsod se naredi pregled nekih denarnih tokov, povsod se naredi to, a smo vsi v istem čovnu s posojilojemalcem, kako smo rekli, a bo vse isto bolel, kako so tveganja porazdeljena, pa od 20 sta mogoče glih 2, s katerimi želiš nadaljevati. Ker veliko primerov je tudi podjetij, to je pa zdaj že malo vse v teh situacijah, ki se dogaja, ki iščejo neko likvidnost, ampak za obratni kapital, ampak to niti, veš, mi njim rečemo, vi rabite kapital, vi ne rabite posojila. Čeprav se mi sami sebe kdaj prodajamo, da morajo naše posojila gledati lahko kar pocen kapital, ne drago posojilo, ampak to, ko si rekla, od 20 sta mogoče 2 primerna. Je pa case by case. Marsikdo se bo tudi zdaj na te točke vprašal, ker so omenil terjatve. Se pravi, zakaj bi šel sploh v odkup teh terjatov, pa se ukvarjati s tem sitnostim, kako v bistvu dobiti poplačilo, pa kaj lahko pričakuješ tukaj, kakšno nagrado?
mislim, pri terjatvah, če so zdaj pa tisti prvi prvi so. zgodbi, ne, to je bilo še čiščenje finančne krize, tega tudi bili so vzgibi, zakaj so se te posli dogajale. Veš, so bile avstrijske banke, ki so preprosto rekle, mi se umikamo, ne vem, iz hrvaškega trga. Pa je bila banka NLB pred izzivi privatizacije, pa so mogli očistiti določen portfelj, tudi če ga sami niso hoteli, so pač to tuji vlagatelji pričakovali. Pa je NKBM imel svoje zgodbe. Vsako obdobje prinese neke posebne okoliščine. Danes so banke v zelo dobri poziciji. Banke so tudi toliko izkušenj dobile, so videle, ko so prej govorila zemljišča s kreditom in podobne zgodbe. Se tudi taka financiranja se več ne dogajajo, so vsi bolj previdni, regulativa je tukaj spet veliko bolj močna, kot je bila. Zdaj govorim, po eni strani v plus, po drugi strani ta regulativa čisto vse duši, zato ker se ukvarjamo Slovenija je majhna, ne, in ekonomija obsega je taka, kot je, regulativa je pa ista, kot kje drugje in to nas kar omejuje. No, ampak hočem reči, teh terjatev, tukaj so zdaj predvsem kakšni posamezni primeri, ki so spet vezani na nek tako umestno financiranje, umestno reševanje posebnih situacij. Veliko več je pa tega zdaj na Hrvaškem, pa pač z neko relacijo na turizem, turistično industrijo. Še vedno se razvijajo taki in drugačni projekti. V Sloveniji imaš pa ti kakšne stare bolnike, ki se premikajo že desetletja, ne, ampak drugače pa sistemsko je pa tukaj projektov zelo malo. A lahko še skočimo mogoče na sklad obnovljivih virov, glede na trenutno situacijo? Ravno prejšnji dan sem se pogovarjala z nekim gospodom iz ene zelo velikega podjetja, ki je rekel, da so zdaj dali ta ESG in pa to trajnost mal na stran. Pa me zanima, kako ti gledaš na to trenutno situacijo, vezano tudi konec koncev na trajnost, na Trumpa in njegov pogled na vse skupaj, pa kako to vpliva konec koncev tudi na vas? Veš, ESG se pravi lahko razumemo v več segmentih. Environmental, ne, social, pa governmental. In ravno tle, ne vem, smo mi imeli drugega vlagatelja, pa smo v okviru tega, ne vem, je to od TSG-ja, so nas sprašvali, če imamo politiko dojenja na delovnem mestu. Ne. Veš, kakšne take stvari, ki so samoumevne, da boš poskrbel, pa a mi zaposlujemo tudi kakšne neslovence in take stvari. Ne, nam je to mogoče iz našega okolja samoumevno, v Ameriki je mogoče malo drugače, ampak kar se ti, to zdaj ne leti na tvoje vprašanje, govorim to malo v luči celega ESG-ja, da kje so že meje šle preko vseh meja, ampak kar se tiče pa environmental, ali pa če sprašuješ bolj obnovljivi viri, jaz tukaj govorim o elektrifikaciji družbe. Ne. Elektrike se bo samo še več porabili, primer umetna inteligenca, pa data centri, mislim, da porabijo data centri toliko energije, kot jo cela Nemčija porabi za vse ostalo, ne, v Evropi. Tako da telefoni, računalniki, tako da elektrike se bo samo še več porabili. V okviru tega nastajajo pač novi poslovni modeli in se potem tudi nova podjetja, ne, ustanavljajo. Kar se tiče pa vse se pa začne pa konča za moje pojme pri proizvodni energije, tako kot pri kakšnih redkih surovinah, pa pri virih. Ne. To so osnovni gradniki, tako da bolje vprašanje, zakaj se bo ta elektrika porabljala. Ne, če se vsi mi kot uporabniki vidimo, mogoče se sprašujemo, ali električni avtomobili bojo ali ne bojo, ampak elektrike se bo samo še več porabljala. In obnovljivi viri predstavljajo, ko bi jaz temu rekel, veš, hidroelektrarne, vplivaš na okolje isto, moraš pač neke ogromne zajezitve narediti. Jedrska elektrarna, ne bova midva tle tople vode odkrivala, ampak tudi če je bo to čez 20 ali 30 let. Mi pa elektriko rabimo zdaj, neke obnovljive vire, se pravi vetrna polja ali pa solarna polja, so pa postavljena v roku leta, 2, 3, odvisno zdaj od dovoljenj.
Vse to se zdaj postavlja vedno samo še z baterijo, ne, ker je tehnologija toliko napredovala, pa z vidika omrežja, kaj omrežje požre, sprejme. Ampak tako da jaz sploh nisem v dvomih, da se bo vlaganje v obnovljive vire pač nadaljevalo. Zdaj, omenili smo kar nekaj teh skladov. Obstajajo še kakšni skladi ali razmišljate o še kakšnem novem skladu? Ne vem, od kje ideje za te sklade? Mogoče iz tujine? Mislim, veš kaj, sigurno ni vse na našem zelniku zastro, ampak gledamo, kaj je v tujini, kaj so neki preverjeni poslovni modeli. Na drugi strani je zdaj se mi zdi, če smo mi začeli s premožnimi posamezniki, zdaj tudi nekako te infrastruktura držav, predvsem v Sloveniji, Hrvaški, banke, institucionalni drugi vlagatelji, to prepoznavajo kot nek pomemben naložbeni razred. Moj statement je tudi, da vzajemni sklade ali pa, ki se delnice kupuje, tukaj gre 99% kapitala ven iz regije. Ne? Če se vlaga v alternativne sklade, vsi naši skladi, slovenski ali pa hrvaški, ki smo zdaj tukaj na sceni, se vlaga v lokalno okolje, sprav ta denar se tukaj vrti. Ne? Kar se tiče pač, če ne bomo domači playeri tega naslavljali, pa imeli pa tudi podpore, bojo to tujci naredili. Čist primer je, sem tebi spet šel na obnovljive vire, mi smo tukaj smo imeli projekte, ampak nas so francoski pa finski skladi nagovarjali, dajmo mi to s tujim financiranjem narediti, s tujimi bankami, dajmo mi tuje teledobavitelje, dajmo mi tuje providerje pripeljati in bi se dejansko na našem območju dogajale te investicije mimo nas in know-how v drugih mestih in financiranje od drugje. In tako se mi zdi neumno, ker nič nam pa ne manjka, ker smo čisto pametni ljudje, kako sem danes v pogovoru že rekel, ko se s tujci pogovarjaš, pa si en teden z njimi ali pa 3 dni, da niso oni čisto nič boljši kot ti, zakaj ne bi sami teh stvari razvijali še naprej. Tako da to je to. No, priložnost je velika, ampak se pravim, v alternativah so mainstream kreditni skladi, private equity, se pravi zasebni kapital, nepremičnine, pa obnovljivi viri. To je nek tak mainstream. Ne. Sodi pa, tako kot si ti rekla, med alternative tudi, ne vem, dirkalni konji, pa zbiranje znamk, pa karkoli drugega, ampak s tem se vam mi ne bomo ukvarjali. Ja. Mogoče lahko še kaj poveva o ciklih v panogi. Cikli v naših naložbah, jaz bi rekel, da je to spet odvisno od poslovnega modela. Ne, se pravi, kako so rekla, sami pri terjatvah je manj takih projektov. Private equity, teh skladov je zelo veliko zadnje čase. Tle bi jaz bil tako previden v tej luči, da se šampanjci odpirajo zadnje čase, ko zbereš denar, pa ko nekaj kupiš, ne, pa se pol malo pohvališ, kdorkoli že na LinkedInu, medijih. Dejansko je za proslavljati takrat, ko vlagateljem vrneš denar, ne, pa ko nekaj prodaš, ekstremno težko je prodati. Mi, ko se s tujimi vlagatelji pogovarjamo, je, se pravim, 70% časa se o exitih pogovarjamo. Tako da tle bo mali izziv v prihodnosti, kam pa kako se bojo te naložbe, ki jih bojo skladi delali, prodale. Na drugi strani spet regija ni tako globoka, da bi prenesla eno ogromno število skladov. Ne. Tudi veliko bolj bo treba biti inovativen za dobre naložbe, ker če jaz pogledam, ne vem, kaj smo imeli mi 5 let nazaj, pa so imele banke kakšne kolaterale, pa so se velike industrijske skupine pretransformirale, pa kakšne multinacionalke prodajale svoje odvisne družbe, zdaj tega skoraj da ni več. Ne. Tako da je res treba pač biti inovativen. Se pravi, to je izziv pri zasebnem kapitalu. Vidim veliko priložnost na kreditnih skladih, ne. Zato ker pač, ko gre slabo gospodarstvu in ko gre dobro gospodarstvu, se pravi, pač tle potreba je, ne. Samo so vzgibi različni.
Nepremičnine so neka taka stabilna stvar, ki se pravi, ko so se prej pogovarjali, dolgoročne najemne pogodbe. Tukaj jaz vidim, Slovenija pa Hrvaška sta malo spregledane strani zahodnih vlagateljev, ker sta pač majhna trga, čeprav je EU evro, ne, kot mi rečemo, ampak že, če gremo mi v Graz ali pa v Udine, ista trgovina Millerja je tam z vidika donosov enkrat dražja. Ne. Zato mi vidimo pri nepremičninah veliko Čehov, češki skladi, češki vlagatelji prihajajo, pa se o njih niti ne govori, ampak kupujejo veliko pri nas v tej naši regiji, zato ker je Slovenija pocen še vedno z vidika teh donosov. Kar se pa na obnovljivih virih tiče, to je pa v bistvu naš najbolj tak mednarodni produkt, ker smo del nekih mednarodnih nihanj. Seveda, po eni strani pada cena elektrike, kar je čisto okej, ampak na drugi strani se pa tehnologija tako izboljšuje, da ti spet mogoče večji izplen, ne, in se nekako stvari potem pač ponetirajo. Tak generalni pregled. Zelo veliko se pa govori tudi zadnje čase, sam še o tem o umetni inteligenci. Kakšen je tvoj pogled na to in kako vpliva konec koncev tudi na vas? Jo kaj uporabljate? Sigurno se igramo z določenimi temi orodji, ki so zdaj na voljo. Jaz mislim, da v tem svetu, kjer smo mi dva, bomo še vedno pač nek človeški faktor bo prisoten v prihodnosti. Ker tega umetna inteligenca ne more namesto nas delati, bo šlo pa v smer, da bo imela jaz in ti še enega asistenta. In ta asistent bo pa neka umetna inteligenca, kjer boš ti, ali ne vem, sam sebe prekontroliral ali pa malo preveril tvoje razmišljanje. Tako da v teh intelektualnih sferi ali pa preko profesionalni sferi z velikega znanja bomo imeli vsi enega osebnega asistenta. Ga pa če ni čez to delo od doma pa vse te novi trendi, čez oseben stik ga ni, ker tudi mi imamo vse naše funkcije pri direktorjih, pri vodih skladah nekako podvojene, ker rečeš, le energija je dvojna, ne, pa veselje je dvojno, problem je na pol, ne, to je kar neka taka stalnica pri nas in na koncu smo biznis ljudje in to je ta old schoolski način. Enega asistenta bi vzel, smo konzervativni. Govoriš o teh agentih, agentih, ki ti bojo malo pomagali na maile odgovarjati, pa te rutinska dela upravljati, ne? Pa neko odločitev, mogoče še en filter. Kaj obleci jutraj. Ja, se strinjam. To je moškim lažje, veš, imamo belo ali pa modro srajco. Kaj sem hotela, da bova počasi zaključila, pa me zanima, če vseeno lahko izpostaviš, pa ne, še eno vprašanje. Zdaj, ko mi govorimo o razpršenem portfelju, ne, se veš, v tej košarici imaš, kot se tudi na začetku omenil, imaš neke lahko tudi slabe naložbe, ne. Kako te slabe naložbe vplivajo na končni rezultat, pa kako je ta košarica razpršena? Zdaj recimo pri S&P 500 vemo, da je 500 delnic noter. Kako pa je pri teh skladih? Koliko investicij je v skladih? Ja, zelo dobro vprašanje, ne, ker veš, ko greš ti v ring, tako, živiš v iluziji, da boš sem ti boksal, ne. Seveda bo tudi tebe kdo boksal nazaj, ne, z drugimi besedami, tudi z vsemi dobrimi nameni, tudi kakšno naložbo ne gre tako po planu, kot si bi mislil, pa so lahko zelo različni vzroki. Ampak ena taka, rekel, dve izkušnje sta v teh vseh letih, ko smo v skladih. Ena je, da ne smeš pretiravati z dolgom, to je ena, zato kakorkoli je dolg leverage, ne, pa ti v dobrih časih, če gre vse skupaj, lahko povečuje donos, ko gre slabo, je to tista giljotina, ne, in marsikdaj je to ključnega pomena, koliko si potem pod neko presijo. Druga stvar je pa razpršitev, oziroma koliko je neka naložba, koliko procentov sklada predstavlja, in tudi tukaj pač se učimo in mi imamo neko pravilo 10% sklada, da naložba ne bi smela biti
v širšem obdobju. Veš, kad ti štartaš sklad, pa narediš prvo naložbo, je prva naložba seveda 100% sklada. Ampak si rečeš v neki obdobju investment perioda, ko se naberejo več naložb, naj bi pa prišel ti verjetno tam nekam, nek zdravo je med 10 in 15 verjetno. Ne. Ker spet, zakaj pa ne more biti preveč zdrobljeno, ker mi nismo milijardni skladi, pa ker mi smo mala ekonomija, ne, in zdaj premajhnih naložb, veliko majhnih naložb pa pač ne preneseš, stroškovno se ne preneseš. Pa če hočeš dobre ljudi imeti, pa če hočeš ljudi dobro plačati, mora spet biti neka kritična velikost projektov, in z tega vidika je pa to malo nek cikl kura ali jajce, ne, ampak ja, pri nekih, bi rekel tako, od 50 do 100 milijonskih skladih je izpostavljenost naložbo, ki se vrti 10 do 15%. Zdaj si nekaj ful zanimivega rekel, pa vem, da to doskrat marsikater, recimo fizična oseba, posameznik ne uporablja ali pa ne razume. Da v bistvu je pomembno, da nisi preveč zadolžen, ampak vseeno operiraš z dolgom, ker ga uporabljaš kot leverage. Ne? Pa mogoče, če lahko pojasniš, ne vem, kako ti gledaš, ker Slovenci se veš, se ne bomo zadolževali, da nam v banki dolžni, način razmišljanja. Kako recimo en tak profesionalni investitor, kot si ti, razmišljaš o dolgi kot o leverageu? Ja, čist drugo, mislim, veliko bolj, čisto drugače, kot so me na faksu učili. Veš, na faksu je Excel, ki predvideva pač neko jasno okolje. Kar smo se pa naučili, pa kakorkoli se včasih, veš, vse transakcije je neka taka mantra, se delajo na 5-kratnik dobička, EBITDA, česarkoli. Ne. Ampak kaj vse se v 5 letih zgodi? Pa je prišla korona, pa smo imeli mi eno stranko, ki je rekla, ne, zato pa ne bom jaz prodala. Bom pa raje še 5 let jaz delal. Ja, bilo je legitimno. Ampak vmes je prišla korona. Vmes se je zgodila, ne vem, ukrajinska vojna, pa energetska kriza, pa problem s kadri. Ne. In nikoli ni ta steady state, skozi je nekaj. In vsa ta negotovost, ki se dogaja, geopolitična, in vsa ta negotovost je pol tisti kontrabalans koliko dolga. Ne? In se pravim, spet old school, kot ti rečeš, ali konzervativni, ampak naša izkušnja je bila, da smo si mi, ker zanesete pa z veseljem, veš, takrat, ko vsi mislimo, se tole je pa no-brainer, dajmo, so že bili kejsi, ki sem bil jaz še tako malo pri sebi žalosten, zakaj nismo šli še več v ta projekt, ampak pride situacija, ki si vesel, ki si pa misliš še dobro, da nisem šel več v ta projekt. Ne? In tam je ta spet dolg pride, se pravi pohlep na eni strani, in nam je najbolj pomagal, ko mi ustanavljamo sklade ali pa ko se ekipa formira, pa naložbena politika oblikuje, si napišemo pravila, zato da sam sebe malo držiš na vajetih, malo regulator to od tebe zahteva, ko si rečeš, dolg, mislim, pri nas interno več kot polovica, 50% je lahko maksimalno dolg, koristimo ga verjetno pa tam 30% do 50% na naložbo. Je pa spet mentaliteta, veš, mi tlele malo, rekel, so se iz nas hecali Nemci, ki z njimi dosti delamo, da smo mi se še videli, tukaj Habsburška monarhija, da je ordnung pa disciplin, ne? Pa da je zemljiška knjiga in tako naprej, ki pol južno, ko greš, je drugače, in to imamo v genih, in na drugi strani pa ta anglosaksonski kapital, ne, z Angleži, ki delamo, oni bi pa šli na polno in danes moramo imeti na polno, jutri bomo pa že rešvali, ali kakorkoli že bo. Ne. Tako da, se pravi, ja, ta germanska previdnost, pa spet zato, ker so skladi v povojih, boh ne daj, da bi kaj zafrknili. To je tiskati v glavi odzvanje. In zdaj to, dolg je pa edina gilotina, karkoli ti bo prišlo, bojo manjši donosi, bo manjša likvidnost, na koncu te bo ubil samo dolg. Ja. Čeprav je tako pomemben za vse. No, to mi je ful zanimivo, ker recimo Blaž Brodnjak, če ga lahko omenim, je tudi na dogodku Moneyhow Live povedal, on je kupil delnice na LB-ja s pufom, s dolgom, vzel je kredit. Potem je razlagal, da je vinograd v Halozah v bistvu postavil z dolgom, zastavil je tudi hišo. Skratka,
to mi je zanimivo, ker načeloma, ko se pa pogovarjaš z ljudmi, je pa čim prej odplačati kredit, čeprav imaš zelo nizko obrestno mero in se ti mogoče ne splača tako odplačati, ampak to je v naši glavi. Čim prej se znebiti pufov, zato da bomo brez pufa in da bomo lahko živeli mirno življenje. Ne, Blaž... Mislim, to moraš znati, no, to ni za vsega. On sam zase sprejema odločitev. Zdaj, tudi, ko imaš ti v upravljanju denar od drugih, tam se ti igraš, se pravi, z drugim premoženjem. In je mogoče ta moja konzervativnost, ki jo tle govorim, čist drugačna, kot bi mogoče, pa ne vem, ko pa jaz osebno sem že šel v nek projekt, pa ni imel, ne vem, ni imel vseh kljukic, ampak ker se sam zase odločaš, da verjetno pa pri Blažu, pa pri Vinogradu so še posebna čustva zraven, ampak sem prepričan, da njega ne bo konc, če mogoče tist del kredita, ne vem, se mu karkoli zgodi. Ne. Sem zelo dobro ve, kaj dela. Pa delnice NLB-ja, kdo bo verjel v banko, če ne bo Blaž verjel v banko. Ne. Tako da tudi njegova naloga je biti prvi svetilnik NLB-ja. To, kar pa mi delamo, je pa čuvanje premoženja, pa pač neke zmerne donose delati. In zato tako. Ja, to me je zanimivo, tudi ko gledava farmacevta Krka, recimo, ki ni nič zadolžen, ne, mislim, pa veliko denarja imajo na računih, ne, tako da zanimiv način razmišljanja mi je, no, o tem dolgu, no. Nikoli še nismo delali v bistvu. Mislim, v Ameriki je bilo eno podobno podjetje kot Krka, ko so imeli toliko denarja, so ga izplačali delničarjem, ne, oziroma so iskreno povedali, ni nekih pravih naložb, ali pa so predrage, ali kakorkoli, in je delnica spet neproporcionalno narasla, oziroma je bila uprava, podjetje nagrajeno s to odločitvijo, ker je pač iskreno povedal, kako je, ker verjamem, da takim podjetjem potem tudi na dolgi rok verjamem, že tudi, ko bi pa rabila sredstva, jih bojo pa dobila. Ne. Zdaj se vem, kakšni nivo sredstev držati, glede na to, kje se Krka giblje, v katerem delu sveta največ prihodkov naredijo, verjetno rabijo pač nek polšter likvidnosti. Ne. Ker spet ni nujno, da bo vedno tako. Ampak ok, to ne bova midva, niti se ne spoznam jaz na to. Kaj sem hotela? Mogoče samo še za konec, kako si ti investirana? Tudi investiraš v kakšne ETF-e, sklade, ki kotirajo na borzi, ali pa ne vem, ali si tudi samo investiran v te sklade, v katere, ki jih tudi upravljate profesionalno? Jaz se ujamem v nek tak paradoks. Rečeva, da sta Mercedes in BMW dobra avtomobila. Zdaj, če imamo mi, ne vem, BMW, ne, vem, da obstajajo tudi dobri Mercedesi, ampak pač si zadovoljen s svojim avtom in ker sami svoje upravljamo, tako kot sva rekla, je Blaž vzel kredit, da je svoje delnice kupil, tako imam jaz skregano z vso logiko skoraj vse v Alfi skladih. Imamo pač en družinski projekt, to je kamp na Bledu, ampak to je čist tako malo za dušo. Vse ostalo je pa fokus na Alfi skladi. V bistvu, ampak vseeno, Alfi skladi so vseeno razpršeni, na koncu imaš razpršeno, ni tako, da bi bil zdaj. Ja, ampak ja, si pa investan, po domače povedano, v praktično eni investiciji, ki jih koncu tudi ti menedžiraš, ne? Ja, to je ta razlika. Super, najlepša hvala za res odlično debato. Upam, da bova še ponovila, ne? Ker lansko leto si bil gost MoneyHow Live, zdaj si gost MoneyHow, tako da upam, da bova še ponovila tole debato, ker je bilo zelo zanimivo. Hvala. Hvala tebi, da omogočaš tudi malo izobraževanje, mogoče širše publike o alternativnih skladih, da je vredno razmisleka pač dodati v nek portfelj, pa da je to neka stvar, ki bo postala mainstream. Je že postala, statistike že kažejo, ne v Sloveniji, ampak v tujini. Ne, v Sloveniji bo pa tudi počasi. Mislim, da je kar pomembno, da govorimo o alternativnih skladih, ne? Tako da res ti hvala. Hvala tebi.